Nekaj skrivnih poslov opravimo danes, pri tem nam pomaga Jure iz skupine Kiwi Flash. Zdravo. Živijo, lep pozdrav. Jure, gramofon še kaj poslušate? Ja, super kdaj, odvisno od razpoloženja, drugače pa itek. Pilamo ga še zmeri. Boste morali naslednji singel izdati na vinilu, tisto malo ploščo. Na vinilu, to pa nismo nič razmišljali. Verjetno še ne, bomo počakali po malo na album. To je bilo nekoč popularno, single A in B stran, običajno so bile B strani še bolj popularne še kot A. Ja, odvisno kaj poslušamo ali kako. Ja, kako damo na gramofon. Drugače pa nazadnje sva se slišala aprila 2020, takrat predstavila 2 skladbi, sedaj pa četverica počasi ustvarja naprej. Pa ja, mi v bistvu malo smo imeli pauzo z izdajanjem komadov zaradi covida seveda, ampak to ne pomeni, da smo nehali ustvarjati. Mi pač itak smo že vadili pa delali komade, tako da v bistvu zdaj to se je začelo. Z Mafijo smo zdaj zaštartali nazaj in trenutno delamo s Petrom Penkom in smo uigrani, zadeve laufajo in počasi bomo nov material prišel ven. Ko bo pa pač se še malo sprostila korona, pa pridejo takoj še koncerti. Nadaljujete glasbeno v svojem miksu? Ja, v bistvu Mafija je mogoče malo drugačna od ostalih, ne. Ampak mi tako zmeri probamo najti neke nove mikse, ki niso pač čist v nekem stalnem zaporedju, ne vem, in probamo nekako narediti neko novo celoto iz tega. In ja, tako v bistvu skozi stremimo k temu in tudi naprej bomo še k temu stremeli. Sedaj ste tukaj z novo skladbo Mafija, skrivni posle. Je teh poslov veliko? V Sloveniji verjetno res, pa drugačni itak. V vsakem posamezniku verjetno tudi najde presed določene take stvari, ki jih dela. Marsikoga lahko danes označiš kot mafijec. Ja, definitivno. A koga cilate? Ne bom izpostavljal konkretnih imen. Ok. Kaj ti napačna beseda in je 300 evrov. Drugače pa pravite za pesem, da je to audio pripoved. Ja, v bistvu cel komad ima tako neko svojo zgodbo. V bistvu je bil to prvi komad, pa smo v bistvu malo bolj začeli zgodbo, pa smo pa tudi nadaljevali kangre glasbo proti temu in tako. In ja, v bistvu pripoveduje neko svojo zgodbo in ima nek svoj point, poslušate. Je dejansko neka tematika ujetosti, brezizhodnosti. Ja, kaj ne rečem. To je odvisno od posameznika, ne. Zdaj, človeka ne definira takrat, ko naredi kaj narobe, ampak kako bo on to pol rešil, ne. Tako da je odvisno od vsakega, kako sam reši to. Ste pa potem to audio pripoved podkrepili še z audio podobo? Ja, seveda, ne, še ja. Mogoče se v tem komadu še najbolj opasne, taka mečkina razlika, malo bolje vintage vse skupaj, ne, da še doda pestrost in umesti nekako celo besedilo. Ste se vrnili nekaj desetletij nazaj? Ja, mogoče bi lahko tako rekel. Jure, prej si že dejal, da tudi razmišljate o albumu? Ja, album nekako v bistvu bo posledica vsega tega, kar bomo zdaj naredili, ne. In je material že pripravljen, oziroma ideje so? Ideje so definitivno, material tudi je že večinoma postavljen, ampak treba je pa še posneti, ne. Tudi to pride? Seveda, pa še kaj novega. Bova pa zato za konec tega pogovora v eter poslala še vašo ta svežo, zato greva izpeljati nekaj skrivnih poslov. Pa peva. Če ne lahko pomagam ti, lahko pomagam
lahko pomagam ti. Vedno hotel sem imeti flavto, biti pomemben in nov avto. Kako do tega priti, a mi bo res dal to, a mi bo res dal. Tip želje moj izpolni, vse ima, kar je želel, a vse veselje do življenja iz njega kmalu izpolni.